Pozdravljeni v tokratni temi tedna. Z ekipo Megafona smo na prvi šolski dan obiskali Center za dnevne aktivnosti Koper, kjer že 15 let skrbijo za družabno življenje upokojencev. Ti se lahko vsak dan v tednu preizkusijo v številnih aktivnostih, od športnih do glasbenih in umetnostnih. Poglejmo. Pred dobrimi 15 leti je pod Bonifiko zaživel Center dnevnih aktivnosti Koper. Glavni namen je bil upokojencem zagotoviti prostore ter različne dejavnosti, ki bi se jih lahko med tednom udeležili. Velikokrat se ljudje v starejšem življenjskem obdobju pričnejo dolgočasiti. Zato na omenjenem centru poskrbijo, da temu ni tako. Glavni namen centra je, da starostniki niso izključeni, socialno izključeni, ampak da si lahko najdejo družbo. Če se še kaj naučijo novega, to, kar je novih tehnologij, in to je seveda zelo dobrodošlo, tudi jezikov, ampak drugače to, da niso socialno izključeni, to je glavni namen našega programa. Ja, upokojencev je res veliko, tam okrog 2600 upokojencev je, ki se pa različno vključujejo. Eni pridejo na 5 aktivnosti, eni pridejo samo na potopisna predavanja, eni pridejo samo v zdravstveni kotiček, tako kot pač imajo željo oziroma tisto, kar pač želijo kar se želijo tukaj notri vključiti. Drugače. Tako. Je več moških ali žensk? Ne, absolutno. 75% žensk in 25% moških. Z gotovostjo, ta številka je točna. Kako je s kadrom? Imate dovolj, so to izobraženi ljudje? Ja, moramo imeti, ker smo javni socialno-varstveni program. Seveda, kadra ni nikoli zadosti za tako veliko število ljudi. Mogoče imamo malček težav s pridobivanjem strokovnih delavcev s izpitom iz socialnega varstva, vendar gre. Imamo 2 javna delavca, 5 zaposlenih. Dejavnosti je zares veliko. Od športnih sta najbolj priljubljena predvsem šah in namizni tenis, se pa lahko preizkusijo tudi v pikadu, biljardu in drugih igrah. Imajo tudi pevski zbor, saj je glasba pomemben del življenja. Pozabiti ne smemo niti na fotografski kotiček, kartanje in prstomet, najbolj pogumni pa se lahko seznanijo tudi z osnovami računalništva. Dame se zelo rade udeležijo ročnih spretnosti, nekateri pa center obiščejo zgolj za zdravstveni kotiček oziroma potopisna predavanja. Veliko zanimanje vlada za učenje jezikov, ker bo z novim šolskim letom tudi nekaj novosti. Poleti je bilo namreč malce bolj umirjeno, zdaj pa se s septembrom center znova začenja prebujati. Center dnevnih aktivnosti za starejše občane je sicer odprt tudi celo poletje, vendar zagotovo nimamo vseh vsebin, ki jih imamo, mogoče malo bolj te družabne stvari, pa družabne igre, pa telovadbo, veliko manj kuharske delavnice, ki so zmeri dobrodošle. Drugače pa s septembrom začenjamo ponovno nekaj istih aktivnosti, nekaj tudi novih tokrat, naprimer začetno španščino in začetno angleščino. Nekatere aktivnosti se bojo pa pri nas začele šele oktobra. Tako da v bistvu postopoma začenjamo, tako kot pač tudi naši prostovoljci zmorejo, ker naše aktivnosti v glavnem vodijo prostovoljci. Večina dejavnosti se izvaja pod Bonifiko, se pa občasno, ko je lepo vreme, podajo tudi na svež zrak v park Bonifika. Sicer imajo nekatere telesne dejavnosti še v Marezigah, Škofijah, Pobegih, Čežarjih in Svetem Antonu. Ena izmed aktivnosti, ki se izvaja vsak dan, je biljard. Mizo je v center pred 10 leti prinesel gospod Lino, ki ga lahko ob njej srečamo prav vsak delovni dan. Največ zaradi tega sem prišel sem, ker sem imel biljard mizo na razpolago in nisem vedel, kam jo dati. In nekako z direktorico smo se zmenili, pogovorili, ker je ona hotela nabaviti, pa sem jaz svojo mizo postavil sem in zdaj sem prostovoljci, imam dejavnost biljarda. Kakšno je zanimanje za biljard pri upokojencih? Imamo določeno število, ki je standardno, tam nekaj okoli 10 se vrtimo, ampak pridejo, se utrudijo, se znervirajo, ni to za starejše ljudi, je malo bolj naporno, psihično že. Tako da, tisti, ki hoče se naučiti, pa pride in se uči, to ni problem. Si to pretežno moški, tudi kakšna ženska mogoče prime za palce? Moške večinoma, nekaj žensk imamo tudi, ki imajo voljo, tako da gre, je mešano. Kolikokrat na teden ste tukaj? Jaz sem vsak dan tle. Vsak dan imate biljard? Vsak dan biljard, od jutra do mraka. Vzdržujem mizo, biljard, palce in to je dosti dela, tako da sem večinoma stalno na biljardu. V bistvu sem prostovoljski, vodim to
dejavnost in sem v bistvu zasedel non-stop tam. Kaj mislite, da je glavni namen centra za dnevne aktivnosti? Preživeti. Preživeti v prijateljstvu, v družbi. Večinoma ljudi nima kam iti, nima nobenega, niti doma mogoče, pa se tle sede, pa je po zimi na toplem, poleti na hladnem, ima prijatelja, se pogovori malo in si podaljša s tem življenje. Jaz pravim, da je to rešitev za ogromno ljudi, ogromno. Ne morete se zavedati, koliko ljudi se tle rešuje življenje. Tako da je to ideja fantastična za starejše ljudi. Ste tudi vi spoznali ogromno ljudi, ogromno mogoče prijateljev, znancev? Jasno, to je jasno. Čim sem vsak dan tukaj, spoznaš ogromno ljudi. In vidiš, kako se počasi spreminjajo in kako jim je lepo tukaj. Tako da je super. Prav toliko časa, kot je v centru gospod Lino, je tukaj tudi gospa Rosana. Njena glavna dejavnost je klenkanje, ki ga v centru tudi uči. Poslušajmo, kaj nam je zaupala. Jaz sem prvič prišla na neko predavanje tukaj v center o raku in takrat se mi je zdelo to zelo zanimivo, ker to marsikdo noče slišati oziroma zapre se v sebe, ne? Ampak tukaj so ljudje, ki so malo bolj odprti, malo bolj poslušni, imeli smo tudi odlično predavateljico. In takrat sem se odločila tudi, da se vključim v klekljanje, ker jaz drugače izhajam iz Idrije, ampak 40 in več let, kar sem hodila v službo, to je bilo misija nemogoče. No, sem rekla, zdaj sem pa v penziji, bi pa spet probala, ne. In tako sem že tukaj dobrih 10 let menda, ne. 10 let cirka. Ja, dobro, recimo 10 let, mogoče kakšno leto več, manj, ne vem. Začetek smo bili bolj majhni, zmeraj več, potem jih je nekaj odpadlo, nekaj tako. Zdaj smo pa ena majhna družina, ki se pogovarjamo tudi o vseh drugih problemih in si tudi pomagamo med sabo, ne. Tako da to ni samo kot klekljanje strogo tisto, ker je zelo zahtevna zadeva, ampak imamo bolj sproščujoče, sodelujemo pa tudi na Idrijskem festivalu vsako leto, ker nas tudi povabijo in smo zelo zadovoljne. Center nam nudi odličen prostor, tako da smo zelo zadovoljne in to bi bilo to, kaj naj vam rečem. Klekljanje je pa ena taka stvar, ki se celo življenje lahko učiš, pa nikoli ne znaš do konca. Kakšne veščine potrebuješ? To lahko vsak počne? Vsak lahko počne, samo mora imeti veščine, mora imeti prste gibčne in pozornost in natančnost. To je to. Tudi kakšen moški v skupini? Ne, nažalost ne. Imeli pa smo enega fanta pred leti, starega menda 8 ali 9 let, ki je bil zelo navdušen in je vztrajal celo leto, tako da je potem učiteljici na koncu naredil svojega delfinčka in to je bilo največje veselje. Kolikokrat na teden prihajate sem? Enkrat tedensko, vsak torek. Po 3 ure, ker to manj kot 3 ure za nas ni nič. Ja, ker to je zelo počasno delo, to se dela z tankim sukancem in tako da ne gre drugače. In je treba zelo veliko časa. Se boste v novem šolskem letu mogoče preizkušali še v čem? Jaz se ne bom preizkušala, ker mi je to že dovolj, ker imam doma tudi vnuke, ki jih moram še kaj porihtati in popaziti in sem tudi drugje neka prostovoljka, tako da ne bi več. Rada pa pridem v center, to pa ja. Če se le da tudi med poletjem, kakšnega vnuka pripeljem in tako. Ja. Ste spoznali tukaj veliko prijateljev, oseb? Ja, zelo veliko in zelo takih, da se lahko pogovorim z njimi, ker so mojih let, ker vem, da me razumejo, kako je in je v redu, zelo lepo. Se vam zdi, da je v Kopru dovolj takšnih centrov oziroma dejavnosti za upokojence, nasploh dogodkov? Ja, mislim, da jih je kar nekaj, lahko bi jih bilo pa še več, ne rečem, da ne. Zdaj nekateri, ki imajo dosti časa, je to drugače. Jaz osebno, tudi ko sem penzionist, ga nimam časa. Drugi se pa mogoče dolgočasijo, ne vem, ne poznam dolgočasja, zato. V času našega obiska je poleg biljarda potekala tudi joga, kjer se je v parku Bonifika zbralo kar nekaj gospa. Lepo je videti, da se starejši ljudje še naprej družijo, predvsem pa gibajo na vsakodnevni bazi.
Center dnevnih aktivnosti Koper to vsekakor ponuja, zato se tja prav vsi radi vračajo. Ne pozabite, zabava se v pokoju šele začne. To je bilo za ta teden vse, hvala in lep pozdrav.